3 minute čez 8:18. Maj je danes četrtek. Dobro jutro. Dobro jutro. In dobro jutro tudi vsem vam, ki ste se nam pridružili, mogoče šele v tem trenutku. Lahko bi o naši gosti spesnili opuse, kako je uspešna podjetnica, moderno jezikoslovje jo označuje kot influencerko, ampak mi imamo v studiu predvsem žensko, mamo, ki je z našega konca in se je zgradila sama, pa še marsikaj ima za povedati. Dobro jutro, Petra. Dobro jutro. Kako si je? Pa dobro, kaj? Dobro. Malo še zaspano, še kafe moram spiti do konca. Evo, Lora, kafe je pripravljeno, tako da se boš hitro zbudila. Zdaj pa na začetku nam povej, na socialnih omrežjih si naredila res en tašen boom. Postala si vplivna, marsikdo ti sledi, punce ti sledijo. Kako je kaj to spremenilo tvoje življenje, tvoj stil življenja? V bistvu... Ga je. Dosti krat rečem, da ga ni, zato ker sem še vedno ista, tako deep down, ampak ga je na boljše, evo, tako bom rekla. Ampak na vseh spektrih sprememba, absolutno. Superca. Več o tem in zakaj je danes Petra z nami v jutru po Christina Aguilera, še prej pa Tove Lo in To Die For. Dobro jutro. Jutro. Christina Aguilera in Beautiful na Caprisu 8:10. Danes je četrtek 18. maj in se zagotovo vsi tisti, ki ste videli to že včeraj na našem Instagramu, sprašujete, kako je kaj s Petro v našem studiu. Zaenkrat mislim, da se je dobro klimatiziralo. Ja, kava je bila fina. Kava je bila fina, dobro. Tudi kava je naša, smo šli mi nabirati in pripravljati pražiti. Danes si pri nas na obisku, prvo, ker že dolgo nisi bila pri nas v studiu, ma drugo, ker si kandidatka za Femme Fatale 2023. Bi ti ta naslov kaj pomeni tako, v smislu prenese neki? Pomenu itak bi, drugače ni pa, da se neki počutim ful fatalno odkripa. Ampak pomenu bi, valjda. Mi je v interesu zmagati. Misliš, da res nisi fatalka? Po svoje si fatalka. Veš, koliko ljudi... Mislim, ko si razlagaš, ja. Kako si ti razlagaš? Pa jaz si zdaj probam razlagati tako, da pač si fatalen tudi, če priznaš svoje napake, ne? Ampak realno fatalna ženska naj bila tista, ki drži vse niti v rokah. Jaz jih ne držim realno. Ampak priznam. Tako da, kinda. Okay, ja, mislim, je že prav oproščeno, če priznaš, pač to je prvi korak. Ja. V bistvu mene zanima tašno ime za podjetje, torej Sway, odkot navdih? Sway, te moram popraviti. Sway, pardon. Mislim, če me popraviš, ti me popravi Manca, tako da super, super te gre. Manca. Prosim. Start with you. Pač vse se začne z nami, ne? Ti si unik, ki boš prvi naredil korak, ti si unik, ki ga boš držal, ki boš ustrajal, tako da it's up to you. Start with you. Okay. Jaz se spomnim, jaz sem tudi že prej Petri rekel, da te spremljam že skoraj od tvojih čistih začetkov. Najprej si, sama trenirala v fitnessu, pa delala si v trgovini, ki je v povezavi s fitnessom. Začela si treninge osebne, potem mogoče si dala te prve programe ven. Zakaj misliš, da so te tako ljudje vzljubili? Kaj je bil tisti korak naprej? In ali si dosegla vsa svoja pričakovanja oziroma kaj za prihodnost? Zakaj so me vzljubili? Zato, ker ne držim vseh niti v rokah vedno, ker pač se lahko poistovetijo. Pač realno življenje je dosti več kot neka perfekcija, tako da to kažem na Instagramu in mislim, da zaradi tega so pač se povezali zraven. Cilji za naprej, mislim, kar se podjetja tiče, so cilji malo bolj specifični, mogoče ne bi o temu zdaj, ampak nasploh samo dalje, ne vem, nimam. Veš, zdaj sem nekaj zajahala enega konja, ki mi je všeč. Tako da pač samo naprej. Ampak si pričakovala, da ko si dala tisto prve objave na Instagram, da bo to tašen boom potem? Ne, ki je. Takrat Instagram sploh ni bil to, kar je zdaj. Niti približno. Sploh nisi vedel, da se bo lahko enkrat tudi služilo realno iz tega. To vse, kar se zdaj dogaja, tega ni bilo. Takrat je Instagram bilo, ne vem, 5% Slovencev je bilo gor na njemu in neki si pač dajo gor. Prva objava je bil pes. Ali pa mačka. Moj je bil pes, ja. Ampak znana si tudi potem, da, kot si sama rekla, ne, pokažeš vse plati tvojega življenja. Torej, od tistega najlepšega, tudi svojo hčerkico Emily, do tistega mogoče najslabšega kupe peril, ki jih imamo vsi doma, pa mogoče si tega ne priznamo, pa od tega, da nimamo časa, da si narediti za jesti in si naredimo nekaj na hitro. Te kdaj, mislim, kdo ti daje pač ta navdih za te objave na Instagramu? Te je bilo kdaj mogoče sram na začetku to objavljati? Ali... V bistvu zdaj me je bolj sram. Ja, ki to ljudi. Ja, ki veš, da več ljudi gleda in moraš paziti, kaj daješ gor. Na začetku je bilo bolj tako, I don't care,
to sem jaz. Ja. Zdaj pa tako, joj, kaj prav, da dam to gor, ne vem, kaj bo rekli Emily čez 10 let, tvoja mama je dala uno gor, veš, kako je glupa, bolj to, no. Tako, zdaj se držim bolj nazaj. Pa imaš kakšnega vzornika ali vzornico, ki, ne vem, po katerem si rečeš, ja, veš, take objave bi pa tudi jaz lahko delala? Ja, ampak takih objav ne delam, ker nimam časa. V bistvu, veš, na začetku sem gledala res tujino, pač tam dobiš neko inspiracijo, kaj sploh se objavlja, kaj sploh je Instagram. Ampak zdaj realno, zdaj delam pač to, kar meni paše. Ampak si, oprosti, ker sem te prekinila, si tudi ena izmed redkih, oprosti, ki tako rečem, influencerk, ker vem, da ta izraz ti ni najbolj pri srcu, ki ne služi z Instagramom. Ja, mislim, v bistvu svojim podjetjem služim preko Instagrama, ampak da bi pač delala neke reklame in s tem služila ne. Prej naredim nekaj zastonno, tako. Mi je bolj v interesu. Uni cashmate na koncu ne bo spremenil nič, lahko mi pa neko notranjo, ko bi rekla, če mi je bedno nekaj objaviti in za 2 evrov, da narediš tam uni, ne vem, karkoli pa že, raje imam čisto vest in pač objavim, kar mi je res všeč, zastonj. Jaz mislim, da imaš še marsikaj dobrega za povedati, Petra, tako da jaz dam en hit, da malo razbijamo ritem in potem govorimo s Petro Parovel-Ugrin še naprej. Jeruzalema z nami v jutro. Dobro jutro. Jutro. Jeruzalema, Master KG in Nom Kebot Zikode, ura je 8 pa točno 19 minut in je tudi 18. maj. Da mi zdaj, kot veš, motoljubcu, moraš malo več povedati o Franceski Sofiji novelu. To me zanima. Kako je do tega prišlo? Ne, mislim, to je bilo tako ful mimo grede. To je ena v bistvu gospa, ki sem jo trenirala nekaj cajta nazaj, je šla k mami od Franceske, v bistvu in je hotela ne zdarilo. In potem je prišla k meni, Petra, grem, dej, kao naredi paketek, bom nesla, ti plačam, jaz tako, samo ti nesi. In tako. Torej, ti imaš izdelke v omari od Valentina Rosija. Mislim. Najverjetneje. Ja. Deli tvoje kolekcije se perejo s perilom Valentina Rosija. Tako, evo, mislim, to pa je. Te lahko pogledaš, kako ponosno to Žiga pove. To je naveza Koperta Vulja v nulo. Boljše naveze ne bi mogli imeti. Ampak je kaj še taka stvar od teh stvari, ki si jih konec koncev že dosegla, na katero pa si ful ponosna? Dosti jih je. Zdaj si me dobil. Ne bom ti vedela povedati, ne. Evo, to, da sem danes tu. Da se je točka, Petro. 8:31, 18. maj, četrtek. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Dobro jutro tudi Petri. Liko, ko se je navadila, je že v našem zborčku, je že rekel dobro jutro. Smo te že vzeli. Si že naša, evo nas, zdaj si pa že naša. Še nekaj bomo rekli, da v bistvu danes, ki smo naredili tak malo daljši intervju s tabo, imamo eno tako posebno prošnjo, mogoče eno zaobljubo. Tako, torej, kot smo rekli, Femme Fatale si nominirana tudi ti letos. In ne vem, zakaj imam jaz čisti 6. ženski čut, da imaš ti zelo, zelo dobre pogoje oziroma za zmago. In mi smo rekli, da bi danes tukaj uživo v etru nekaj obljubili, če ti slučajno zmagaš. In mi predlagamo, da če zmagaš, mi gremo poleti na teren, torej celo poletje bomo tudi letos na terenu, da boš ti z nami, kadarkoli poleti, se lahko si sama izbereš datum, za 1 uro postala voditeljica Radia Kapris in odvodila program. Ful smo jo mogli prepričevali izven etra. Ampak še dodatek, bomo imeli tudi trening. Torej, in najprej vodenje, potem pa trening. Čak, kaj to pomeni zdaj? Vsi treniramo. Trening za zadnjico. Vsi treniramo. Yes. Dobro, jaz se zdaj toliko ne strinjam. Če bo rama Žiga. Za dobro zadnjico se bo marsikdo potrudil. Ja, dobro, to pa ja. Kaj smo to povedali, Petra? Če bo rama ne? Ja, ma dobro. Vse dela za rit. Il ballo del qua ne bomo delali pač, ampak za ritko pa bomo poskrbeli. Nadaljujemo pogovor s Petro že takoj po 2 hitih. Madonna, Into the Groove, še prej pa The Killer, Roy in Love Again. Jutro. Tudi mi, tako kot Madonna, smo padli v groove. Danes z nami Petra Parovel v studiu. Dobro jutro še enkrat, Petra. Dobro jutro. Vedno bolj. Vedno bolj. 8:40 ure
Skoraj 18. maj in v bistvu se vrnemo spet na začetno debato in sicer o Femme Fatale 2023. Greste na svet24.si in izberete svojo kandidatko. V tem trenutku imamo prav njo, ki je ena izmed kandidatk tudi v studiu. Ki pa ne mara banan. Kaj je na tem? Mi smo jih včeraj iskali in skrivali po radiju. Seveda. Olupko od banan. A ja? Pač ne. Samo to. Ali pa une zelene tudi mi niso. Jaz sem dal en predlog, da bi mogoče en Looney Tunes naredili, da tle pustimo na tleh, na lupek od banan. Prosim, se trudim, hvala. Kaj si mislim, a ješ jih drugače? Mislim, ne. Redko ful, ampak v njo lupek tako. Pač ko pusti recimo Mitja, mislim mož v avtu, moj bog. Vi ste videli zadnjič challenge, ki je Petra pustila banano na mizi, oziroma Mitja je pustil banano na mizi, je pustilo, koliko časa bo banana na mizi, preden jo Mitja pospravi. Ja. In potem smo mravlje dobili in sem bila tako, zdaj jo moram dati. Koliko časa je bila? 2 tedna. Ampak potem vmes je on kao, da ne zgnije na mizi, je dal krožniček spodaj. Da nastanejo flekci, ne? Ja. Pametno. Pridem. Vidiš, kaj poskrbel za dom, ja. Ja, seveda. Dom na prvem mestu. Mi vemo, da tudi ti, sicer bomo še nekaj te vprašali, še 2 SMS smo dobili, ampak tudi poješ rada, predvsem na Instagramu in eno glasbeno željo. Ja, Dolce Vita. To bomo dali potem. Ampak vem, da tudi tu in tam zapoješ. Ja. Jaz imam v družino učiteljico petja. Ki med drugim tvoja fenica. To povem, ker vem, da zdaj posluša. Ampak je rekla, ona je ful intonančna, ona ima ful smisla za petje in tako. Moj bog, jaz se ne čutim, ampak ful rada pojem, ja. Glej, v avtu. Petra, če se odločiš, da je nekaj za petje, bom takoj pretegnil zdraven. To vemo. Šul, zdaj, ajde dej. Na kapela. Dobili pa smo SMS od Mirele iz Kopra, ki sprašuje, kako je konkurirati z drugimi podjetji v svetu oblačil. Čakaj, pardon, Mirela Strsta ali Mirela? Ne, Mirela Strsta. Ok, dobro. Oprosti sem povedala. Ne, ni panike. Mislim tako, pač posel je grd, itak, to smo že ugotovili Anifama, zdaj še malo bolj. Nas preizkuša trg, ampak dokler imaš community, ki drži s tabo, ni panike. In na communityju gradimo, tako da načeloma nam gre dobro. Ja. Super. In smo veseli. Super. Boš ti prebral še za Niko? Ja, seveda. In Niko pa zanima, Petro vedno vidimo polno energije in volje, a ima kdaj slab dan? Oziroma, kako ga premaga. Bravo, kar tako naprej, Petra. Bi se mogel prebrati celo, če ne spade. Ne, ampak Nika, po mojem, ne slediš ful dobro, zato ker jaz dosti krat pokažem, ko sem VK. Tako da, konkretno. To zna biti zanimivo, v bistvu, tvoj vidik, kdaj je zate dober in kdaj slab dan in kako to drugi sprejmejo, mogoče veš kot sarkazem, kot cinizem, kaj takega. Ok, možno, da kažem malo drugače govor, ampak dejansko pač povem, ko sem grozna. In ko je grozen dan. Ko imaš tak dan. Ali pa obdobje, ja. Tudi. Ali pa leto. Ne. To se še ni zgodilo. Oziroma ne, je bilo, ko sem rodila. Je bilo leto, konkretno. Si imela... Grave, groza. Ko deliš to z drugimi, se prav počutiš boljše. Mislim, je en tak ventil. Jaz sem taka, da moram dati pač ven in ali dam ven možu, ali dam kolegici, ali dam na Instagramu, je tako. Veš kaj je, tudi potem dobiš odzive in vidiš, da nisi sam, da pač je milijon drugih, ki misli isto kot ti in obratno, nekdo, ki gleda tebe, reče, če je Petra ima to, pač se ne bom jaz počutila slabo. Je win-win, ja. Ja, tako. Nekaj bi še vprašal, dokler smo še pri času, pa bomo še na hitro La Dolce Vita spustili. Omenila si z Mitjo ali pa z prijateljico, da se sprazniš, v smislu, da tam zluftaš. Kako je kaj bilo v tem obdobju, ko si postala uspešna podjetnica, pa zelo popularna in tako naprej, bilo s prijateljicami oziroma prijatelji? Mislim, v moji glavi je tako, da te pravi prijatelji ostanejo v tvojem uspehu, ne v slabih momentih. Ker v uspehu je težko gledati nekoga, ki mogoče se uspenja in je tebi bed, ampak če si pravi prijatelj, boš ostal. V bistvu, ne, težek je bil ta del, da določene stvari nisem mogla spregovoriti z nobenim, ker pač niso razumeli. Še zdaj dostikrat ne razumejo, ampak z možem je bilo, mislim, Mitja ni verjel vame. Noben ni verjel vame, odkrito. Razen ene kolegice, ki zdaj več ni moja kolegica, tako. Niti mama ni verjela vame, ampak
Ne, zdaj je kulno, zdaj si skupaj veselimo, tako zdaj srečo delim z njimi, uspehe delim z njimi, dosti sem jih potegala notri v firmo, oziroma večino, tako da načeloma smo vsi skupaj deležni neke rasti in usponu. Kako pa je delati v bistvu s prijatelji, ki so potem tudi tvoji sodelavci, oziroma ti si njim šefica? Ja. V bistvu meni je kul zaradi tega, ker jim ful več zaupam kot nekomu, ki pride na novo noter oziroma ga ne poznaš, je pa dosti krat tako čustveno nabito in zanimivo. Zanimivo. Pa si zdaj, ki si, dajmo reči, ljudi, ki jih imaš rada pripeljala v svoje podjetje, najdeš čas tudi za prosti čas, v smislu z njimi, da greš, ne vem, ladies night. Na naš afterwork je hotela priti, ki je bil potem odpovedan za nekaj. Ja. Veš, da mi je Mateja mi je povedala. In kdaj bo naslednji? Ja, 2. junija. Okay, no, pridemo. Pazi, ne samo to, ona je verjetno svojo energijo na koncu naredila še sonce, ker je bilo na koncu še lepo vreme. To je tako, ko je življenje sladko. La Dolce Vita po želji Petre Fede Stananaj in Mara Sate na Caprisu. Dobro jutro. Jutro. La Dolce Vita, bi rekla ti, Petra, da imaš Dolce Vita? Ja, ti? Jaz tudi. Če ne si jo pa naredimo. Če ne bi budilka bila v 5, mogoče. Tako, ampak okej. Ura je 8:49, 18. maj, četrtek, je Petra Parovel še vedno v našem studiu. Nekaj aplikacij si rekla, Mance, da te ful zanima, da bi rada vprašala. Tako, torej Petra poleg spletne strani, kjer prodaja vse svoje izdelke in ostale stvari, ima tudi aplikacijo Biswaj. Ja. Povej nam kaj o aplikaciji. Ja, treniramo, fino jemo. Ne, ta community se je ustvaril v bistvu tistih, ki želijo telovaditi. In spustili smo ceno, je ful nizka cena, tako da če bi kdo telovadil. Res je. Pa kako si sploh prišla do ideje? Ker to se mi je točen upgrade, mogoče, ki ga nima dosti ljudi, predvsem v Sloveniji, ne? Pač tistih, ki se ukvarjajo s fitnessom, da si dala vse na aplikacijo. V bistvu sem hotela, da imajo nekako dostopno vse čas, ne samo preko telefončka, ampak tako, da so vsebine vse čas dostopne na neki platformi, kjerkoli že je. In valjda aplikacija je naslednji upgrade spletnih strani, tako da nismo niti približno Slovenci še pripravljeni na to, vidim, ampak nekdo mora prebiti let. Se ti zdi, da ne, ker se mi zdi, da med korono, ko je bila v bistvu, je to ful palno. Mislim, pač na splošno treningi, ki se spomnim, da si jih ti imela tudi prek Instagrama, so ful palni, ne, to, da si ti doma in da treniraš in da pač lahko treniraš, kadar želiš. Ja, ampak aplikacija je drugo. Aplikacija pač bojijo se tega, da kar samo od sebe trže v 4,99 € na mesec. Veš, mu se strašijo, o moj bog, pa nas kličejo, kartica nam je, pač kar nekaj nam je trgalo iz kartice, sem jo kar zablokirala, odklicala na banko in tako, gospa, to je subscribe. Ja. Kaj si mi to trgali? Ampak kakšen se veš tako. Ampak glej. Povej nam kakšno anekdoto. Anekdoto, kaj zabavnega, kar se ti je zgodilo zdaj, ne vem, ali v podjetju, ali na splošno v fitness svetu, če ti pade karkoli na pamet. Sigurno se ni spodrsala na lupko banane. Ja, kot ti hotoljaš. Ne, za se spotakniti. Samo tako, točno, nimam še, nisem mislil, že lupke od banane. Samo tako, simpatično. Ne vem, morate spremljati Instagram, dosti jih je. Ne vem, na Instagramu dosti delim. Spomniš ti kaj? Evo. Ja, ti slediš vse v Manca. Manca si je postavila vprašanje. Zdaj je tudi odgovor, prosim. Ne, mislim, tako na prvo žogo mi res ne pade nič na pamet, ampak zabavno te je gledati prek Instagrama zagotovo. Ne maram olupko od banane. Kakšen fun fact o tebi je? To zbiramo z Manco. Zbiramo fun facte od ljudi. Fun fact torej, meni. Ne maraš olupkov od banane, ne banane, ampak olupkov od banane. Še kaj takega. Le ti pomagam jaz z enim mojim. Ko je sonce, dvakrat kihnem. Ne. Wow. Pač fun fact. Res, mi posveti malo sonce, dvakrat kihnem. Ne, jaz sem hotel reči, moj fun fact je, da naprimer ne jem hrane, ki bi mogla biti topla. Mislim, ki je v osnovi pač topla hrana. Ne jem mrzle. Ne ješ mrzle. Ne jem pašte, ki je skuhala štekaš to. Moja Urška ista. Ne vem, da mi je vedno nerodno. Evo, to smo gotovili, kadarkoli sem v etru, čeprav zgleda kao, da ne po Instagramu, da mi je bolj nerodno, če me posluša 10 ljudi, kot če me posluša 80 ljudi. To je normalno, na skrbi. Ja, to je normalno. Je ful lažje, ker se pač manj povežeš. Kako pa je to, kaj te ustavljajo kaj na cestah, za se slikati? Ja, to me zanima, ja. V Kopru niti ne, gor bolj, ja. Ljubljana, Maribor, tam ful.
Ja, Štajerska najbolj. Torej, mi smo malo bolj zadržani. Kako je prišla z morja, Ja, gor nas Primorci gleda. smo itak zadržani. Tota Parovel. Tota Petra Parovel. To. Slaba imitacija, ne bomo tega delali. To me je res zanimalo, kako v bistvu ti se soočaš v svojem privatnem življenju, ko vem, greš v trgovino in zagotavljaš, to je Petra Parovel, to je Una, ja, to je tista. Mi je narodno. Če mi pomagajo, sem slišiš bolj to? vesela. Ma slišim, vidiš tako ali pa tako. Nekaj. Ja, ni, nerodno mi je, kaj, pač ne veš, ko reagirati. Ko mi pomagajo, sem bolj vesela, pomagam nazaj. Veš, na varni razdalji. Ja, Da. včeraj v trgovini. Čau, sem prišla po tvoj sladoled. Tako, pri sladoledih sem bila, sem iskala unicorn sladoled, da jih ni bilo. In prije punca, sem iskala tvoj sladoled, ma jih ni več, sem vzela to banico. Čau. Ki se čuti, da še dolžno razložiti, ni bilo Zakaj? tvoje, ma sem vzela drugo. By the way, sladoledi sicer so jih ni, ker so razprodani. Ne, ni res, v Kočevju so. V Kočevju so. Tisti, ki ima čas se zapeljati do Kočevja, da dobi sladolede z live, je tako? Ja, ne, mogoče so zdaj nafirili police, no, tako da je fajn. Bomo spremljali Instagram. The best. Petra, najlepša hvala za obisk. Ja, hvala vam res za povabilo. In Pomeni puno. svet24.si glasujete za Femme Fatale 2023 in mislim, da ne bo težko, sploh po današnjem intervjuju, koga odkljukati. Kdaj bo razglasitev? 7., 6. Torej 7. junija bomo spremljali in bomo seveda tudi v našem programu povedali, kdo je zmagovalec, kaj se dogaja, tako da upamo, da boš ti, ker imamo izziv. In ona 7. junija bo zvedla In to verjetno v 8. večernih urah, žurala celo noč in ob 6. prijesem. O moj bog, toliko 5 uri v stajanju, ne? Sploh ne bo rabilo stajati, greš direkt. Direkt. In če greš ti direkt, gremo mi z njo direkt. No. Gremo z njo gor Izziv. žurati in pol To je pridemo. izziv. Ja, okej. Ti, ki si party animal, ti bi mogli reči Ja, valjda. Ja. Sem za. To je to. Petra, bodi fajn, srečno in hvala ti za vse, kar delaš. Hvala vam, hvala. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Caprice. Dobro jutro, Radio Caprice.